Pa poglejmo Discord. Kako je ta platforma, ki je bila včasih le nišno orodje za igričarje, postala svetovni velikan? In kar je še pomembneje, s kakšnimi izzivi se sooča danes, prav zaradi svoje zasnove? Vse se začne tukaj, z njihovim uradnim sloganom Predstavljaj si kraj. To je obljuba. Obljuba o prostoru, kjer lahko vsakdo najde svojo skupnost, se poveže z drugimi in nekam pripada. In očitno je ta vizija resnično odmevala. In kako močno je odmevala? No, ta številka pove praktično vse. Govorimo o 150 milijonih aktivnih uporabnikov. Vsak mesec. To res ni več samo neka aplikacija za ozek krog ljudi. To je postal pravi digitalni narod. V redu, pa pojdimo lepo po vrsti. Kaj sploh je Discord v svojem bistvu? Najlažje bi rekli, da je to sodobno komunikacijsko središče. Zasnovano je tako, da se ljudi lahko povežejo takoj in brez zapletov. Temeljni gradnik vsega na Discordu je tako imenovani strežnik. Predstavljate si ga kot nekakšno zasebno klubsko hišo, dobiš povabilo, vstopiš in znajdeš se v svetu, ki je organiziran po sobah. Te sobe imenujejo kanali in vsak je namenjen nečemu svojemu, klepetu, pogovoru, izmenjavi slik, karkoli. Ampak kje se je vse skupaj sploh začelo? No, zgodba nas popelja v svet videoiger. Ustanovitelja sta namreč opazila en velik problem, s katerim so se soočali igričarji. In tukaj je bistvo. Pred Discordom je bila komunikacija med igranjem, precej nerodna. Programi so bili počasni, porabili so ogromno računalniških virov in pogosto so delovali samo znotraj določene igre. Discord pa je ponudil nekaj, kar je bilo elegantno, lahko in je delovalo povsem neodvisno. Preprosto je delovalo. Za igriščarje je bila to prava revolucija. In ta revolucija se je širila in to zelo hitro. Ta časovnica kaže res meteorski vzpon. Od skromnega začetka leta 2015 do ključnega strateškega obrata leta 2020, ko so se odprli vsem, ne samo igričarjem. Vrednost podjetja je dobesedno eksplodirala in že se pripravljajo na vstop na borzo. Veste, Discord ni le orodje za pogovor. Je veliko več. Je platforma, ki ljudem daje moč, da si sami ustvarjajo in oblikujejo svoje prostore. Gre za to, da v digitalnem svetu najdeš svoje mesto, svojo skupino, ne glede na to, kako specifični so tvoji interesi. In sama uporaba je neverjetno enostavna. Pridružiš se strežniku, znotraj njega poiščeš pravi kanal in začneš komunicirati. In prav ta preprosta struktura omogoča praktično vse, od ogromnih javnih skupnosti z 10 tisoči članov do majhnih popolnoma zasebnih skupin za prijatelje, študij ali hobije. In kako množično je postalo to ustvarjanje skupnosti? Samo poglejte si to rast. Leta 2017 je bilo okoli 450 tako imenovanih preverjenih strežnikov. Danes govorimo o 19 milijonih aktivnih strežnikov. Vsak teden. To je osupljiva eksplozija digitalnih svetov. In tukaj se zgodba obrne. Ker dati ljudem moč, da ustvarijo na milijone zasebnih, samoupravnih prostorov, to se seboj prinese ogromen izziv. Prav tista lastnost, ki je omogočila to neverjetno rast svobodo uporabnikov, je hkrati postala največja grožnja platforme. Poglejte, ta decentralizirana narava Discorda, kjer skupnosti vodijo uporabniki sami, je ustvarila precej zapleteno okolje, ker ko vso moč predaš uporabnikom, jo predaš vsem. Tako tistim z dobrimi nameni, kot tistim slabimi. In posledice so, milo rečeno, resne. Zasebni strežniki so bili uporabljeni za organizacijo shodov skrajne desnice, za uhajanje državnih skrivnosti in, kar je najbolj grozljivo, za kazniva dejanja nad otroki. V zadnjem času pa tudi za koordinacijo nasilnih protestov in celo kot prostor, kjer je osumljenec priznal politično motiviran umor. Ta citat ene od uglednih organizacij resnično poudarja, kako osrednjo vlogo je Discord igral za nekatere ekstremistične skupine. Njegova struktura, zasebni prostori, ki jih je težko nadzorovati, je postala idealno gojišče za širjenje njihovih ideologij. Seveda se Discord bori proti temu. Prepovedali so na tisoče strežnikov, sodelujejo z organi pregona, vlagajo v tehnologijo za moderiranje. Ampak, in to je ključna točka, v bistvu se borijo proti lastni zasnovi. Proti platformi, ki temelji na zasebnih, decentraliziranih prostorih v skoraj nepredstavljivem obsegu. Vse to nas pripelje do osrednjega vprašanja. Vprašanja, ki ne opredeljuje le Discorda, ampak morda kar celotno sodobno spletno komunikacijo.
In tukaj je bistvo vsega. Paradoks Discorda je, da je prav tisto, kar ga dela tako privlačnega, ta svoboda, da si ustvariš svoj svet, hkrati tisto, kar ga dela tako nevarnega. Moč je v rokah uporabnikov. Tako za dobro, kot za slabo. Na koncu nas Discord pusti pred temeljnim vprašanjem digitalne dobe. Ko gradimo te prostore za povezovanje, kdo je odgovoren za to, kar se v njih dogaja? In to ni vprašanje le za Discord, to je vprašanje za vse nas.